Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, točno o 8:30, kot smo napovedovali na radiju, če bi želel ali ne, včasih nisi tako točen, ampak vendarle. Lara Baluca, dobro jutro. Dobro jutro. Ti je dobro jutro tisti naravni pozdrav ali je bolj dober dan ali že dober večer? Kje je tista Larina ura, recimo? Po pravici ti povem, da sem bolj večerni tip, ampak zadnji mesec se pa zbudim ob 6 zjutraj, ker imam eno malo mlado žvirco, ki me zbudi ob zori. In sem se kar navadila, no. Tako da, ne vem, v bistvu odkrivam neke nove stvari, jutro, ki jih nisem prej. Prej je bilo vse, sem se zbudila in potem se rabila še 2 uri, da sem se sploh zbudila, da so se možgani zbudili, ampak zdaj pa se kar hitro postavim na noge. Zanimivo bo tudi glas, ne? Tudi glas potrebuje nekaj ur, ne bom rekel minut, da se nekako privadi. Ne? Ti jutranji koncerti so za glas izziv, recimo, ne? Velik izziv. Čeprav sem danes kar že nekaj ur, koliko je zdaj 8, 2 uri in pol sem že po konci, tako da glas se že sestavlja. Se sestavlja. Upam, da se bo sestavil do našega koncerta. Tako da. Če te kdo zjutraj razjezi, recimo doma ali kaj takega, tisto jutranje prebujanje glasu tudi pomaga ali tisto bolj v deficit gre, recimo? Mislim, če me kdo razjezi zjutraj, potem se rajši kar obrnem in grem, ker nimam še energije, da bi odgovarjala. Dobro, greva zdaj malce v preteklost. Kdaj si ti, seveda tudi zaradi družinskih razlogov, ampak najbrž začutila, da je glasba tvoja izrazna pot, recimo, da nimaš čopiča ali recimo svinčnika v roki ali pa recimo kakšnega peresa? Pa je bila to moja prva ljubezen, svinčnik in čopič. To je bila moja prva ljubezen in sem mislila dejansko, da bom to tudi nadaljevala, ampak ko sem zaključevala osnovno šolo, sem hotela iti na oblikovno. Moj oče mi tega ni pustil, zato ker bi moral iti v Ljubljano. In potem se je nekako v bistvu v tistih letih začela moja glasbena pot. Sem začela v bistvu tudi pisati komade, oziroma še predtem, pri 12 letih sem napisala prvi komad s svojim očetom in šla na mladinski festival, ampak v tistih letih se je potem začelo, zato ker smo ustvarili band, smo začeli svoje komade pisati, smo začeli svoje komade snemati in takrat me je potem zagrablo. Ampak iz nekega vodnjaka glasbenega je bilo potrebno črpati, ne? Kaj je bilo tisto, kaj je tebe recimo prva kurja polt recimo ob muziki, ki si jo slišala? Janis Joplin. Kaj pa? Ampak to je za deklico takrat vokalno seveda zelo težko oponašati. Ja, jaz sem imela ta problem na začetku, ker sem pač hotela tako muziko izvajati in so potem v studiu tej stari mački, primorski rockerji pa to so rekli, bo treba kakšen viski pa kakšen cigaret vzeti, da bo ta glas malo bolj dozorel in malo bolj hrapal pa tako. No, v glavnem nisem ne viske, ne cigareta, nikoli v lifeu, tako da sem kar počakala malo nekaj let in se je potem ta glas tudi potem razvil, v malo bolj tak rockerski. Besedila si načeloma pisala sama? Ja. Kako pa je bilo z glasbo potem? Glasba je vedno sodelovanje z člani benda ali pa s kakšnimi drugimi ljudmi, ki jih povabim k sodelovanju. Ne vem, sem provala tudi sama zadeve spisati, ampak mi ni tako zanimivo, mi je dolg čas. Glasba je meni pač pogovor, ne? In pride nekdo, ki pove svojo stran in pridem jaz, ki povem svojo stran in potem se to zlije in se pride pač neka nova zadeva, nova misel ven. Najlažje seveda komuniciramo z nekom, ki ga poznamo in mu zaupamo. Ne? Dejala si, da tudi člani benda so načeloma že kar neko zdravo jedro, ne? Z nekaterimi sodeluješ tudi že 20 let. Ja, že več, mislim, da z Morenotom že 25 let. Moreno je član, ki je praktično od vsega začetka z mano, to je bobnar. Drugače sta pa Francesco in Michele na klavirju in Francesco na basu že tudi kar nekaj časa, tako da smo že kar utečena ekipa. Danes prvič z nami pa Jani Moder na kitari, ki zamenjuje Simona Devzanja, ki danes pač žal ni mogel biti z nami, tako da
Bo malo drugačen sound, ampak fajn. Da mi povej, kako sodelujete, kako vadite, imate redne dneve določene, redne ure po potrebi, nadaljavo, kako poteka komunikacija recimo? Zelo različno, odvisno kaj imamo, kakšne projekte imamo takrat bukirane, ogromno tudi delamo skupaj produkcije v studiu s temi fanti, tako da se kar dobivamo. Nekaj zadev pa tudi nadaljavo, zdaj tehnologija to omogoča, tako da se lahko tudi nadaljavo zmenimo, pa dej ti to tako naredi, pa vsak ima pri sebi, razen Francesco, vsak ima pri sebi svoj studio doma, tako da je to zelo enostavno. In potem seveda je potrebno biti samo konsistenten, ne? Da ne iščeš izgovora, ne? Kar je pri ustvarjalnih vsebinah večkrat, ne? Bom jutri ali včeraj je že prepozno ali kako? Ja, čeprav jaz imam recimo tudi, sem co-founder, ne vem kako se to reče v slovenščini, soustanovitelj enega publishinga v Trstu in delamo v bistvu produkcije za italijanski trg in je teh izgovorov ne sme biti dosti, ne? Zaradi tega, ker pač je veliko produkcije, ki se je more narediti in smo kar pridni, no? Mislim, smo kar delovni. Dobro, daj vas malce glasbe za začetek privoščiti. Kate Boy, zanimiva reč, veliko elektronike, se spomnim Northern Lights, ali kaj je bilo par let nazaj, tako dokaj v ospredju tudi s kakšnimi remixi. Odkot si potegnila to? Kate Boy so mi zelo fajn, še posebno zjutraj, ko moram dan začeti s pravo noto in tako s kakšno malo višjo energijo, si dam Kate Boy ali pa Eda Sheerana, tako da sem oba danes izbrala za jutranji program, zato da pač dobro dan začnemo. Drugače sem pa bila tudi na njihovem koncertu v Kinu Šiška in so bili fantastični. Verjamem, prisluhnimo, torej Kate Boy. Radio SI Main Stage. Tako Radio SI Main Stage, Lara Baluca je z nami. Prej sva se izven etra pogovarjala, da singli prihajajo, da album kot celota pa si še bom nekaj časa vzel ali kako? Ja, imamo namen naslednje leto se zapreti v studio pa narediti eno bolj zaključeno celoto. Zato, ker pač mi smo še generacija, ki imamo radi te zadeve, album, ne? Da imaš eno gledalo časa, ki je zaključeno in te potem spominja na vse tiste zadeve, ki so se takrat dogajale. Pa to. Prej sem začela nekako temu tudi z vizualizacijami, ne? Tudi, da ti je blizu tudi to. Videospotje si od nekdaj delala tudi zanimive, tudi celostna podoba kot taka, se pravi, tudi album pride kot cover. Tako da glasba nekako zaobjame cel otok, ne? Ti je tudi pomembno, da so videospoti in neka grafična podoba, oblika albuma, da to gre v neko celoto, ne? Ti pravim, da je bila moja prva ljubezen likovna, mislim pač likovna umetnost, ne? Tako da je to definitivno del celega paketa. Je pa zadnja leta to zadevo prevzel moj brat, zaradi tega, ker se je preusmiril, prej je bil naš klaviaturist, zdaj pa se je usmiril v bolj video vode in potem je to on prevzel. In sva v bistvu kar na podobni valovni dolžini, tako da je zelo lahko z njim delati, ne. Koliko tega mističnega rada vnašaš recimo v te videospote? Koliko se zgodba pušča odprta recimo? Rada pustim odprto zgodbo, tudi pri besedilih, zaradi tega, ker si potem vsak malo po svoje interpretira zadevo. Jaz upam, da ko dam pač, jaz vem, o čem govori pesem, potem pa, ko jo dam ven, upam, da si vsak najde neko svojo zgodbo zadaj. Potem pa recimo, ko kdaj izvajaš komade, ki so stari, ne vem, 10, 15, 20 let, ko si bila v drugem filmu, potem tudi sama iščeš potem vhod v to zgodbo ali kako podoživiš pri interpretaciji recimo? Ja, veš, da to je bila največja težava, ko sem se odločila, da se vrnem na odre, ker z nekaterimi stvarmi nisem imela več connectiona. Nisem več čutila tisto besedilo in nekatera sem celo predelala. Recimo črno-beli film je bil predelan in ga bomo danes tudi igrali. Sem pa v bistvu najdla inspiracijo v obdobju karantene, ne? Vsi maske na obraz pa tako. In sem ga nekako predelala zato, da ima drugačen pomen oziroma da ima drugačen connection zame, ne?
Ampak vidiš, ne, tukaj spet potem nov razlog, da ustvarjaš novo glasbo še naprej. Absolutno. Jaz so mi rekli, kaj si pa delala v tem času? V bistvu sem še zmeraj pisala, imam polne zvezke besedil, tako da album ne bo težko sestaviti, ker je ogromno materijala. Zmeraj sem jaz sem človek z zvezkom in s pisalom. Težko, si zapisujem tudi v telefon, recimo kakšne ideje, tako ko pridejo, ko nimam drugega, ampak sem pa človek, ki piše, ne, tako da na list. Kaj pa neko osnovno melodijo zaslišiš, ko besedilo napišeš, končaš, neko osnovo verjetno najbolj slišiš? Ne? Ja, besede imajo svojo melodijo, ne? In potem, odvisno kako jih sestaviš skupaj, potem ti že povejo, kako želijo biti odpete ali pa povedane. Koliko tistega rockerskega driva recimo še vidiš v prihodnjih singlih ali bo bolj tako adult contemporary singer-songwriter, kako recimo? Je odvisno, v kakšnem obdobju sem. Recimo, ravno včeraj sem se s fanti pogovarjala, ker smo bili na večerji. 2 koncerta Immersive Audio smo imeli za to vrnitev. Eden je bil v Auditoriju, eden je bil v Kinu Šiška. In sem prav jim razlagala, da sem poslušala ta 2 koncerta in sta, kar se tiče moje interpretacije in mojega rockerskega driva, kot praviš, zelo različna. Recimo Auditorij je bil zelo ranljiv in zelo odprt, medtem ko pa je bil Kino Šiška, ker sem imela od zadaj take zgodbe, kot je recimo bolezen svojih staršev, pa tako, čutim, da je bil v bistvu v taki zelo, kako bi se temu reklo, reakcija, ne? Reakcija na vse probleme, ki jih imaš in imaš potem to, moraš v bistvu dati ven in imaš ta res, ne vem, ta energy, ta power, ki je potem v vokalu čisto drugačen. Ne? Tako da sem zelo odvisna od obdobja, ki ga doživljam, je potem moja interpretacija drugačna. Dobro, hvala lepa, bom rekel zaenkrat, da ti preveč časa v prvem delu ne ukrademo, zdaj se bo šla nastaviti zvokovno, kakorkoli. Ja. S fanti, samo pozicijo verjetno imate že določeno, ne? Kako, to te še lahko vprašam, kako je potem komunikacija med špilom, ali je to zaradi teh vaj že vse določeno, ali samo s kakšnim perifernim vidom malce nadzoruješ? Tako, ja, periferni vid je bolj kakšne pomembne točke, kjer v bistvu mogoče smo zmenjeni, da se pogledamo za to, da se malo skomunicira, kdo zdaj kam gre, oziroma kdo ima zdaj solažo, pa tako. Drugače pa, se ti pravim, toliko časa smo že skupaj, da skoraj že vemo, kdo bo kaj naredil, tako da je fajn. Dobro, želim dobro uglaševanje in seveda se čez dobre pol ure ponovno vidimo. Hvala lepa. Ok, čau. Radio SI Main Stage. Radio SI Main Stage, Lara Brucelj, pozdrav še enkrat. Živja. Perfekcionistka si, ne, to bi si upal trditi, ne, sploh kar se tiče zvoka, ker si tako nekako tudi še nekako se dodatno izobraževala, ne, tudi glede izraznosti slike, kdaj je dovolj, kdaj Lara sama sebi reče, ali mora kdo drug Lari reči, v redu je, bomo tako naredili. Ne, sem se pa naučila to, da na neki točki spustim. Sem pa bila, mislim, je bilo kar naporno z mano v začetku, ker zmeraj je lahko boljše, ampak sem se naučila, naredimo točno toliko dobro, kot se da v tistem momentu, ne? Ker perfekcije ni. Ja, mislim, lahko je cilj, ne? Ki vleče naprej, tako, ampak seveda ne. Ampak če boš... Perfekcionizem ti kar malo zagrani življenje, no? Ja. Hočem reči. Pa zmeraj sta lahko dva para ušeski nekako. Ja, ker je to, mislim, glasba je zelo subjektivna, ne? Nekdo reče, to je pa perfektno, pa nekomu to sploh nič ne zveni, ne? Tako da... Ja, zmeraj pa tudi ni masa tista, ki lahko presodi ali ne. Ja. Se veš, tudi veliki umetniki so bili za časa svojega življenja neopoštevani, spoznani za čudne, potem pa so postali veliki. Kar se glasbe tiče, zanimivo, ko se dejala, da toliko deluješ tudi z Italijani pa v Italiji, ampak snemaš pa v slovenščini.
Ja, tudi v slovenščini. Kolikor pač mi poznamo in vrtimo načeloma, Ja. imamo občutek. Ja, v bistvu mi je slovenščina izziv. Pa to je materni jezik moj, ki ga rada uporabljam. Ga rada raziskujem in ga rada naredim takega, da lepo zveni, recimo v komadih. Ne? Marsikateri Italijan oziroma pač tako, ki je slišal mojo glasbo, je rekel, sploh ne zveni toliko slovenska, ne? Ker pač uporabljam ne vem, mogoče take besedne zveze oziroma tako zapeljem stvari, da je spevna. In tudi recimo, ko sem iz slovenščine prevajala v angleščino, sem vedno upoštevala tako, da se je angleški komad, kar se tiče vokalov, nalimal na slovenskega. Ne? Tako da, če si poslušal slovenskega ali pa angleškega, skoraj nisi opazil, če nisi bil pozoren, kateri jezik je, skoraj nisi opazil, da je to drugi jezik. Ne? Kot si dala prej, ne, da besede imajo melodijo, ne? Ja. In če si jo tukaj ujela, v tem primeru zelo zanimivo je tudi veliko Slovencev, ki poslušajo italijansko glasbo, je tudi ne razume, ne? V smislu, da ne poznajo jezika, ampak pravijo, tako lepo se sliši. Ne? Tudi veliko... italijanščina že sama po sebi se lepo sliši. Ne? In tudi veliko ljudi, ki je šlo na koncert, ne vem, Eros ali pa Tiziana Ferra ali pa Neka ali pa kaj pa vem, katerih mojstrov ali pa Zuckera recimo, ne? Tudi niso razumeli veliko besedil, ampak tako lepo se sliši. Ne? Morda je to ta efekt, ko si dala, da ja, verjetno, na drugi strani. Tudi Primorci imamo malo bolj italijanske vokale, recimo. Ne? se malo sliši bolj, mogoče malo bolj mehko kot pač italijansko, mislim kot italijanščina, ne? Ker imamo pač tako melodiko govora. Tako da, ja. Prej si omenila, da pa še kak dan od doma tudi za člane ekipe. Gre seveda za menjavo okolja, ki je vedno povezana tudi z inspiracijo. Ne? Neke ideje, neke refleksije pridejo. Ne? Ja. No, jaz se v bistvu na splošno rada vračam v Maribor, zaradi tega, ker moja dva nonota oziroma pač stara starša po mamini strani sta oba od tukaj. Nona je bila iz Pernice, nona je bil iz Lenarta. In ne vem, danes smo se na Pohorju zbudili in Pohorje mi je res pri srcu, tako da danes je dober dan tudi zaradi tega, ker smo prav tukaj. Ne zato, ker smo samo zamenjali okolje, ampak prav zato, ker smo tukaj. Zanimivo, ne? Ni tista kontemplacija, ki ti jo morje da, ampak ta zeleni hrib, ne? Kot neka antiteza ali kako. Recimo. Ja, čeprav morje je meni kar inspiracija. To obzorje, ki se nikjer ne konča, ne? Pač, ki je neskončno, gre v neskončno in imaš to odprtino, ne? Ki v bistvu lahko zbežiš. Ne? Ampak po drugi strani pa mi je recimo gora všeč zaradi tega, ker je mogočna, ker je pač stabilna, ker predstavlja en tak vrh oziroma en tak... Ne vem, ko priješ na konc, na vrh gore je dosežek, ne, recimo. Tako da imam pri vsaki tej naravni lepoti imam svoje zadoščenje. No. Ja, se vidiš, kako recimo narava vrne, ne? Dejala si, da gledaš v tisto brezkončnost, potem pa morje vrne z vetrovi, ne? Pa ti v obraz nazaj pihne, recimo, ne? Na goro pa je lepo, greš gor, pa se utrudiš, ne? Ja. In se spet nekako srečaš sam s sabo. Imaš drugo perspektivo, ne? Greš gor, pa je vse potem mičkeno od spodaj, ne? Pa potem vidiš, da problemi so lahko tudi čisto mičkeni, ne? Če gledaš od zgoraj na njih, ne? Tako da, ja. Ampak probleme lahko rešujemo tudi z samo pomočjo in glasba je neka oblika samo pomoči, ne? Neke izraznosti v tem smislu. Ja, meni je kar blano. Skozi življenje sem kar nekaj stvari predelala skozi glasbo oziroma skozi besedila. Tudi ko poslušam nazaj tekste, v bistvu se včasih tudi malo tako, a to sem jaz napisala ali kaj, ne prepoznam mogoče besednih zvez, se pa spomnim momenta, ko sem to napisala, ne. Se spomnim prav, kaj je bil trigger za tisto besedilo in kaj se je dogajalo, ne. Ja, tam konec 90-ih ali pa sredina 90-ih so bili komaj začetki digitalizacije, če temu tako rečemo. Takrat še nismo uporabljali termina digitalizacija, takrat je internet bil dial-up, potem počasi je prišel širokopasovni, tudi glasba je bila bolj analogna, ne? Zdaj se je to vse spremenilo, ampak ti si to vzela kot izziv, to tudi s pridom uporabljaš, ampak kaj pa bi, če zdaj primerjaš ustvarjanje glasbe takrat, pa zdaj, kdaj je bilo več svobode? Ali je svoboda odvisna od ustvarjalca? No?
Kar se tiče svobode, je verjetno zdaj bolj svobodno, zaradi tega, ker je tehnologija bolj dostopna, vse je bolj, tako bi se reklo, poceni, da lahko v bistvu se ustvarjaš glasbo, imaš to svobodo, nimaš recimo denarnih preprek, recimo takrat se je snemalo samo v velikih studijih, ki so dejansko stali, mislim, kar velike denarje, ne. In zdaj po mojem je bolj svobodno, je pa bolj samo, se mi zdi, bolj osamljeno. Takrat dejansko si prišel, je bila skupina, si se dobil, se je igralo skupaj, se mi zdi, da zdaj, ker pač tehnologija to omogoča, marsikdo dela glasbo sam, ne. In je potem mogoče malo bolj solo projekt to potem ne postane. Ampak vendarle, tebi je pomembno, da imaš band, ne? Si te vrste izvajalka, zdaj neka matrika in sama na odru ni ista energija. Ne? Ne, to je pač se dolgočasim in saj pravim, glasba meni pogovor, neko sodelovanje, kjer se več energij združi na kup in se potem v bistvu to, ko ena mineštra, se to potem kuha en čas in potem pride nekaj dobrega ven. Ne? In tudi v bistvu vsak prinese svoje poglede, svoje probleme, svoje ljubezni, svoje okuse, tako da imajo potem, odvisno kdo je v tisti sobi takrat, ne. Lahko ena oseba totalno spremeni tok dogajanja nekega pisanja komada, ne. Zaradi tega, ker je pač tisti dan imel, ne vem, se je zaljubil tisti dan ali pa, ne vem, pravim, to je, mislim, alkimija, no. Ja, in energija, ne? In ta energija, kot je že Tesla dejal, se potem spremeni v te valove in pride preko zvočnikov do naših ušes. Dajmo si malce glasbenega premora izbrati. Ed Sheeran je naslednji na listi. Ja, Shape of You, kot sem prej omenila, to je komad, ki mi res naredi dan, ne? Ko hočem v bistvu zaštartati dan z desno nogo, Ed Sheeran, Shape of You. Ok, prisluhnimo. Radio SI Main Stage. Radio SI Main Stage, Lara Baruca. Ostalo nama je še, da malce pokomentiramo, kaj bo danes na zvočnem meniju. Sporedu. Spored, to je beseda. Nabiram zvezde bo od novih, pa od Boutique 99 bo, ko hodiš nad oblaki. Vse ostalo pa gledamo nazaj. Bo tudi Ti si se bal, sem jo pač morala vključiti, zaradi tega, ker jo poslušalci imajo tako radi. Kletka želja, črno-beli film, kot sem ga prej že omenila, pa Norec seveda. Norec je tak, se mi zdi, kar reprezentativen zame. Si se težko lotila tega izbora, ali se ti je zdelo, da ti je še kakšnih 5 minut bi prišlo prav, ali... Vedno se težko odločim, katere komade, ampak sem rekla, naredimo pač te, ki so mogoče malo bolj znani, ki so malo bolj blizu tudi poslušalcem, tako da malo smo jih preoblekli, malo bolj akustično zadevo, ni to tako kot recimo na koncertih z Immersive, ki je fully elektronik in fully elektrik, tako da sem prinesla malo predrugačeno različico teh komadov. Koliko se lahko za konec pogovora dotakneva še prihodnjih načrtov, kaj imaš v planu v kratkem, kakšen singel? Ja, singel se že dela, sicer je bil planiran za april, ampak se je malo zalomilo pri smeri, tako da to moramo še malo obdelati. Drugače pa komad že pripravljen. Zdaj se pripravlja en zelo zanimiv projekt zame, za nas, ker smo dol takoj čez mejo en prostor vzeli, ki se bo spremenil tudi v tak plac, kjer bomo mogoče mi gostili koncerte moje, ne? Tako da bojo ljudje prišli k meni domov, namesto da grem jaz recimo v Kino Šiška delati koncert. Boš imela kot nek residency, ne? Tako. Ne v Las Vegasu, ne? Ne, pač to je ena taka hala, ena produkcijska hala, ki smo jo vzeli za to, da bomo delali tudi produkcije noter. Kakšen jam session z Laro ali kaj takega? Glej, hvala za idejo. Recimo. Hvala za idejo. Ne? Da narediš razpis, pa potem
se težko odločiš, koga zraven na oder vzeti. Dobro, Lara, hvala lepa za obisk, hvala za pogovor. Hvala tebi. Verjamem, da bo koncert izpadel dobro, tako da od 10:15 naprej uživo, vse ostalo posnamemo in delimo. Tako. Na dober glas in dobro izvedbo. Hvala lepa. Hvala. Radio SI Main Stage.